Kakšen je komentar rezultata sporednih volitev? Najprej iskrena zahvala dr. Milanu Zveru za to, da je sprejel ta izziv, da se je pošteno in častno boril in da je v tej volilni kampanji pred prvim krogom volitev nalil veliko čistega vina. To je nekaj, kar Slovenija v tem času potrebuje. Ta rezultat je pač pokazal, da je bilo tega premalo, vendar pa seveda danes ni zadnji dan. Iskrena zahvala tudi Novi Sloveniji, koalicijski partnerici, ki je podprla našega kandidata. Mislim, da je ta skupen nastop dobro več za prihodnost. Hvala tudi vsem, ki so danes prišli na volišča, najbolj tistim, ki so podprli dr. Milana Zvera, pa tudi vsem ostali. Smo v časih, ki so resni in nizka volilna udeležba skrbi, tako da tisti, ki je danes vseeno prišel na volitve, ne glede za koga je glasoval, je s tem dokazal, da mu na nek način ni vseeno, kaj bo z nami, kaj bo s to državo. In bilo zelo dobro, da bi ta zgled posnemali vsi ostali, da bodo naslednje volitve. Želel bi reči to, da je Milan sprejel v tej volilni kampanji nehvaležno vlogo, ko je pač zagovarjal tiste stvari, ki so tej državi nujno potrebne. Ni mu bilo to treba, mi dva sva se, ko je sprejel ta izziv, pogovarjala o tem, vedel je, kaj to pomeni, vsi skupaj smo vedeli, kaj to pomeni, tudi on bi lahko sadil rožice, končno ni to tako težko, edini kandidat od treh, ki je imel program. Ostala dva nista sprejela tega izziva, upajmo, da bo v drugem krogu neko nadaljevanje tega. In ker vem, kaj je vaše naslednje vprašanje, s tem, ki odgovarjam nam, kakšno koli odločanje Slovenske demokratske stranke v zvezi z podporo v drugem krogu predsedniških volitev bo zahtevno zaradi tega, ker v tem krogu pač ne vidimo veliko tega, kar je v našem programu in kar so naše vrednote. Vendar pa se bomo dokončno odločali na podlagi tega, kako bosta oba kandidata v prihodnjih tednih pomagala pri deblokadi, v kateri je danes Slovenija in brez katere enostavno ne bo mogoče naprej. Kako verjetno boste zahtevali, je to podpora reformam, je to zagotovitev za umik referendumskim podpisom? Kako boste pogojevali to vašo podporo konkretno? Prej preden Slovenija sploh pride do reform in prej preden bodo te reforme, tudi če jih sprejmemo, začeli dajati konkretne učinke, potrebujemo nujno nekaj urgentnih protikriznih ukrepov. Dva od teh sta bila že sprejeta, vendar sta blokirana. Potrebujemo sanacijo našega bančnega sistema in potrebujemo ureditev naših javnih financ. Bez tega tudi reforme ne bodo imele učinke. In ravno tukaj je velik problem z obema kandidatoma, kajti eden je od samega začetka nasprotoval protikriznim ukrepom, ki jih je sprejel parlament, drugih je pa z veseljem podpiral, vendar je v parlamentu glasoval proti. Tako da na tej točki, ki je osebnega pomena za Slovenijo, bo temeljil tudi naš premislek glede morebitne podpore. Toliko za enkrat.